Kakšna je vaša otaku zgodba? Naprimer, kdaj ste začeli gledati anime, ste imeli kakšno cringe obdobje? Celo življenje je cringe obdobje. To je tak. Yeah. It's just getting worse, eh? I mean, vse se je začelo z Cartoon Networkom, da se naučiš angleščino, pol pa se Cartoon Network leta 98 izklopil, ker je prišel iz satelitske in so se anime začeli na RTL 2 in to zgodbo smo že šli 1000krat skozi in to je to. Okay. Ne, jaz sem pa začel z RTL 2. Ja. Ne? V bistvu na Cartoon Networku sem gledal samo tiste tipične... Ja, se tisto risanke. Western cartoons, ja. Ampak na RTL 2... Anime so začeli z ampak RTL 2. Ja, RTL 2 pa lej, Wedding Peach, ne, in potem je bilo samo še naprej. Pokémon pa Dragon. Ja. Pa tako. Cringe obdobje pa... Kaj pa jaz vem, s tistimi Yu-Gi-Oh! Pokémon kartami. Mislim, jaz sem celo šolo prepričal v Yu-Gi-Oh! Da smo vsak dan imeli turnirje. Celo šolo. Ja, 8. razred si, tako da si najstarejši. Ja. Še vedno pa ne veš, da je Mandalorian, ki je zmagal letos. Res nisem. Hodil na isto osnovno šolo kot ti. Če 4 leta mlajši, glej. Pa sem igral Yu-Gi-Oh! S 4 leta mlajšimi, se spomnim. Ne, ampak, zdaj, ko si me spomnil na live action serije, mislim tale od Star Warsa, kaj je že... Ker sploh ni bilo Jedijev, sploh ni bilo Jedijev noter ali pa teh Mandalorianov noter. Ne, ko ni bilo Jedijev. Kaj je že od Rogue One prequel? Andor. Ja. Andor, fenomenalna zadeva. Okay. Samo zdaj smemo govoriti o prejšnjih stvareh. Fora pa je, da nič od tega nisem gledal. Vem pa, kako se je videl. You know, just so you know, I watch live action shows, I just don't remember them that well. You just don't care about... Ja, mislim, realno, ne toliko kot o anime. To ješ kot kruh, oziroma konsumaš kot kruh. Točno tako. Anime je pa golaš. Zame v bistvu, da sem začel anime gledati, v bistvu preko Pokémonu praktično sem nekako odkril, da so to anime. Kje pa si gledal Pokémona? Dragon Ball sem v bistvu že pregledal, ampak to načeloma nisem vedel, da so to anime. V bistvu je bil samo pač hudo, nekaj kulskega, ampak šele potem, ko so Pokémon predvajali na televiziji, sem pa začel raziskovati, pa sem počasi odkril, da to vse spada nekako anime franšizo. To ta Pokémonija, Jaz pa zdaj tako par let nisem vedel, da so to anime. Ja, se noben ni vedel. Jaz sem se še šel tist, kaj že Dragon Ball RPG forum dvakrat preden mi je ena uporabnica s foruma tako rekla, veš, to so pa anime, and you can have more of that, in potem mislim, da prvi anime, ko sem se zavedal, da je pač anime bil Trigun. Pa mislim, da niti ni važno, da se zavedaš, da to je anime, bolj je pomembno, da se zavedaš, kakšen občutek ti daje in veš, da je drugačen od drugega medija, ki si ga konsumam do takrat. Ni pomembno, da si vedel, da se imenuje anime specifično, ker meni je dal ta občutek, nisem vedel, da je anime, ampak Dragon Ball, ko sem ga prvič videl na Pop TV-ju in je bil v japonščini slovenskimi podnapisi. Jaz sem živel v vzhodni Sloveniji, mi nismo imeli RTL 2. To ga je v slovenske podnapise spravilo, glej, Dragon Ball. Maybe. Mislim, definitivno je bil to eden od razlogov, da sem potem tudi sam začel Dragon Ball prevajati. So many years later. In še vedno zdaj prevajam. Pred 2 dnevoma sem izdal novo Dragon Ball Kai epizodo. Mislim, da imam sem še 15 epizod do konca. Moram dokončati. Definitivno. Ustavil sem se na 137 od 151, 55, karkoli. So, very close. Ampak ja, kot sem omenil, nismo imeli RTL 2, nisem mogel gledati. Imeli smo Cartoon Network, ko sem se zelo hiter kot mlad naučil angleščine. Ker smo imeli kabelsko in ni tak nobenih podnapisov, whatever. Pa ja, Dragon Ball. Marko more. Rotiramo. Ja, ne, vse je okej. Sem bil v mislih, da je Greg bil na zadnje. Ne. Okej, pa. Ozi na waifu. Prosto. No waifu, no lifeu.